No, ti si rekla, ko si me Vedno poslušala, radostno, ja. ja, da se ti je malo že tako odvil, prepeljale ene stvari, a ne? Pa bi mogoče ti, kako si ti včasih manifestirala, kaj si kaj zmanifestirala, ne? Pa mogoče tudi če pol to zadnjo izkušnjo, ki si zdravila tole ramo. Ja, vedno znova je pomembno to poslušanje, slišanje. Ko poslušam vsa ta znanja, ki sem jih pridobivala skozi ta leta, zdaj sem se prav preselila na prvi seminar, mi je bilo tisto, ja, manifestacija, super, tu bom jaz, ne, to bo šlo, partnerja, vse si bom, ampak to takrat se ravno ni zgodilo. Te manifestacije so bile Zuma bolj. seveda itak je zuma, ker sem to pač dala to namero, enotno polje, se je seveda oglasil moj saboter. Nisem veliko teh prepričanj in kaj si tu si ne zaslužiš, kaj vse greš, ne. Takrat pač mi ni bilo tako jasno, se mogoče pa to pri meni ne dela, ne, brez veze, da se sploh grem. Tako da sem nekaj časa kar pustila to, nekako se rekla, ampak sej to je bila moja pot, tako da sem postajala nekako dalje bolj ponižna do tega univerzuma, ne. Tam pač nekdo nekaj dela zame in da je tako, no, jaz sem imela vedno en tak odnos. Tako, malo sem se ga bala, ne. Nekako sem potem, veliko sem delala na zdravju, a ne, ker pač prišla sem tudi na to pot zaradi izgube zdravja, ne, no, se pač... So bili glavni izzivi, ne, pa odnosi tudi niso štimali, ne. Nič, se to pravzaprav nič ne štima. Tako da so mi te bolezni, a ne, so me nekako pripravile, da sem začela to manifestirati. Ampak vedno znova ni to tako šlo, ne, tudi recimo ščitenca, poleg dela na sebi, se pravi ta omejujoča prepričanja. Omejena, ja. Omejena, ne, zelo omejena. Malo omejena, ja. Tudi. Ja, res, ja, taka prepričanja. Sem nekako, sem se prepričala, kje sem v zdravju, pač v zdravju sem si vedno dala pogledati kri, seveda mi je pomembno, ne, mojemu umu, da pogledam, kakšna je moja biologija, ne, ta stanje v telesu. In seveda na telesu se še pač ni poznalo, ne. Izvidi še niso bili tako BP. Ne gre takoj, ne, čas. Tako, sploh pa ne po tej alopatski medicini, a ne, ki ima pač druge parametre. Takrat so se pojavljali dvomi. Spet nisem zaupala v to manifestacijo, a ne. Še malo moraš delati, če malo dela na vseh nivojih, imam to prepričanje, se malo pomatrati, a ne. Ja, malo ga rad, malo trpeti, se matrati, ja. Saj mislim, da smo vsi to imeli, ne, smo si izhajali iz teh družin, kaj je bilo to, ne. Tako je bilo, ja. Jaz sem tudi po prednikih mojih, so vsi garali, trpeli, ne, sem skozi to nekako živel, to je bilo mojem DNK-ju v zapisu, ne. In jaz tudi nekako, ta moja pot, ne, ko se zdaj ozrem nazaj, da jaz bežala v bolezen, ker samo takrat sem bila lahko. Sem lahko počivala. Zdaj sem te programe, no, to se pač čas, ti programi deprogramirajo, se pač, samo takrat boš dobila ljubezen od mame, sem dobila, imela čas, mi je pač sem ležala. Posvečen čas, ko si izbolela, ne, samo takrat, ja. To bežanje in potem še v odrasli dobi, seveda, tudi govornosti, ne zmorem, je težko, ne, pač življenje ni poslano vedno z rožicam. Sem jaz to bežala, meni je bilo bežanje večno. Si dobila malo pozornosti, malo ljubezni, vsega tega. Tako, in tudi tisto jamranje, ne. Če pomislim, se meni je nekdo, če sem nekomu potožila, no, tisti prvi stopnji sem jamrala, ampak po eni strani sem si pa želela biti opolnomočena, ker mi je zelo pomembno, da sem močna, ne nemočna, ker ti, ko si nemočen, rabiš pomoč in to prosi za pomoč, hočem se nase, ne, nasloniti. In to je tu ta v meni skozi, a ne, ta boj nemočna. Tako da se mi je zdaj končno pojavila ta
manifestacija, pač ta materializacija tega pač bolečine oziroma vnetja, ne, to je bilo prav vnetje, ki je... Daj povej, to izkušnjo, kako je to bilo, pa kaj si delala? To je bilo noro, ne, kar naenkrat ta bolečina, seveda sem šla takoj malo študirati sklep, potem fascijo, ne, tisto mentalno, kaj, ne, bolečina obupna, živčna, seli se, si predstavljam, mislim, po noč neznosna in takoj mi je se vklopil pet v lekarno in ti rabiš protivnetna zdravila, to je moja, ne. Ja, ta mental pa zdravstvo, ne, oba v tem, ne. Oba v tem, ja, zdravnik tako reče, ne, zdravnik se polno pa navezala, kako pomembno. In sem jaz to vse farmacevtki razložila, da pač delam zdaj na tem nivoju, kar simptomatskam, ne, da me boli in da pač ta bolečina je bila toliko annoying, da sem rekla, jaz to ne zmorem, ampak po eni strani bi me je vlekla ležati, čivati, po drugi strani, zakaj to rabim zdaj to bolečino, tako da sem, seveda sem bila na tabletah, ne, potem sem si že rezervirala manualnega terapeuta, ne, sem šla lepo po šolsko, prav vzročnost gremo, ampak najprej simptomatsko. In kar se zgodi en trenutek, ko mi Dejan reče, zakaj pa pravzaprav ti ne greš v enotno polje in samo zdravljenje vklopiš, to imaš. Zakaj si to ne zrihtaš, greš v meditacijo, narediš zdravljenje, vidiš to, čutiš to, ne. Povej, kako si to naredil. No, in on mene to, ne, mi reče, in jaz tako, yes. Itak arhetipsko, mislim, jaz imam to, pa nič narobe. Ta program, kot ti zdravnik reče, ko se z njim sinhroniziraš, tako, da je rezonanca, jaz takoj domov, drug dan ostanem, po terapiji seveda teh protibolečinskih po noč, zjutraj vstanem in si rečem, ne. Pravzaprav sem si rekla, ko te kaj boli, pa ne moš meditirati, ker ne. Jaz samo tiste Dejanove, zmoreš, meni je samo to, rezonanca, sinhroniciteta, zmoreš pa iti not. Jaz grem not, da povežem. Sem šla si pa narediti sken. Sken najprej telesa. Tako. Kaj si videla? Jaz sem šla najprej gledati samo sklep, sem videla tako utripajočo vneten proces, prav vizualizacija je bila, no. Sem videla tisto rdečino, potem živci vkleščeni, se prav vneta, te borsiti, vse je bilo nekaj vneto, ne. Jaz sem si potem, sem šla potem tudi v to področje bolečine in sem šla na mera in sem rekla, takoj zdaj. In se je šla noter v to področje, sem vizualizacija, kako je to vse se raztapljalo, a ne, živce sproščal, to doživljaš, ne, tiste občutke. Vidiš, čutiš. Čutiš. Tukaj nobenega je pa ključno, no, to mene dostikrat, kančka dvoma. Ja, niti kančka dvoma ne sme biti. In pričakovanja tudi ne. Tudi ne pričakovanja, smo rekli, odvešte se od rezultatov, leti dobi, naj se zgodi, kar se hoče. Jaz sem si res tisto, zdaj mi je zdravnik rekel, zmoraš? Isto, če bi mi ti rekel, ne terapijo, to pa to, sveto, mogoče bi me ena tableta ali pa en, ne vem, poseg pomagal. Ja. Sam da si ti zaupala v to, kar počneš. Zaupanje. Zaupaš, karkoli že vi počnete v življenju, zaupajte v to, kar počnete. Ja. Ker to je tista vera v rezultat, v tisto kreacijo, ki vi ustvarjate. To je to. Tudi ko prejš, na to jaz podarjam. To je ta moč, ne? Ta moč. Ko prejš zdravniku, kot je on, ne, to je že zdravilo, ne, čisto. In to mi je zelo pomagalo, da sem verjela vase, zaupala, pa kančka dvoma. Leti dve ne se zgodi, tudi če ne, vse je ok, a ne. No, potem pridem pač nazaj, sem tiskal, ko prijem v svoje telo, no, tisto telo začne, a se mi ni nič. Pa spet nekaj hoče? Malja. Pa kar naenkrat jaz postanem gibljiva, ker jaz sem bila res omejeno. Nisem mogla ne tako, sprav fleksija, ekstenzija, vse je bilo umoteno, niti rotacije, nič.
niti to, Ja, čisto si bila, sem te videl, ker si mi pomagal obleči. Ja, nisi mogla se niti obleči. Jaz se nisi sposoben, težko se oblačiš. Potem pa še ta hvaležnost. Ta hvaležnost, ki sem predtem, ne, wow, je pomembno, da imam palček, da imam tole, da vse to, kar imam. Da mi dela vse, wow, ne. Tira milost, ne. Wow. Roke, noge imam, hodam lahko, premikam, govorim, vidim, slišam, wow. Meni se taka hvaležnost, ne, ko ti nekaj ne dela. Ja, pa šele vidiš, ne. Koliko sem le hvaležna in sem šla pa tudi to, hvaležnost, ne, vizualizacija ključna. Ker sem